Torej, še enkrat vsem lep pozdrav na drugem sredinem večeru, 5. letošnjem, ampak drugem v živo, v prostorih Muzeja novejše zgodovine Slovenije. Med nami ponovno pozdravljam profesor Vinka Ovsenaka, mislim, da bi ga ni treba posebej predstavljati. Ne le danes, tudi na enem od prehodnih predavanj smo že z njim dogovorjeni. Na srednjih predavanj se upam reči, da pravzaprav je Vinko verjetno bil kar najpogostejši gost, najpogostejši predavatelj. Vsakoletno predstavitev nove revije, revije na fronti, vsakokratna nova številka in pa je kup zanimivih tem, ki nam je odprl. Moram reči, da tudi zadnjo predavanje pred tem odprtjem je bilo njegovo v sklopu pogovora o letalcu Juriju Krajgerju in Loretu zelo dobro obiskano, pa smo mečkam padali v tole epidemično krizo. Zdaj je v bistvu prvi predavatelj nekje, začeli smo s predstavitvijo Prve svetovne vojne na Starem predstavu, zdaj pa ponovno med nami profesor Vinko Ovsenak in mu predajam kar besedo. Hvala Marko. Ja, imam še posebno veselje in čast, da vas lepo pozdravim, ker je bila res ta pauza kar dolga, ne? Smo že malo pogrešali te sredine večere. Upam, da bo zdaj bolj redno in da boste prihajali vsaj v takšnem številu kot danes, ne? Torej, lepo pozdravljeni, bom kar začel. Marko, a je v redu tako, ne rabimo mikrofona? Ne. Ok, prav. Vojni roman Doberdob pisatelja Lovra Kuharja, Prežihovega Voranca, je pretresljiva pripoved o trpljenju, o bedi slovenskega vojaka na soški fronti, v Sredskih jarkih, kavernah, globačah, utrdbah in tako naprej. Pisatelj v njem razodeva, da žive v slovenskem ljudstvu revolucionarne sile, ki hočejo se znebiti jarma dolgoletnega suženjstva, se osamosvojiti, se osvoboditi. Doberdob je mojsterska pesnitev slovenskega uporniškega duha in podoba junaškega, a nesmiselnega umiranja na soški fronti. Roman je vse od pisateljeve smrti bil deležen številnih študij, med njimi naj bi omenil znamenitega profesorja doktorja Jožeta Koruza z Filozofske fakultete. On se je ukvarjal z književno kritiko, pa drugi Korošec Druškovec, ki je bil znan raziskovalec življenjske poti, pa seveda tudi opusa Lovra Kuharja, Prežihovega Voranca. Toda, jaz takoj, ko sem se začel ukvarjati s to temo, pred nekaj leti, sem opazil, da in sem pogrešal malo bolj poglobljeno študijo o Prežihovi vojaški poti. Zdi se mi, da je bilo to dokaj zanemarjeno in zato je bil za mene to tudi toliko večji izziv. Namreč vojaška pot Prežihovega Voranca je seveda izredno pomembna za poznavanje njegovega romana Doberdob, ki je osrednji roman, slovenski vojni roman. In mogoče, da so takratne družbene politične razmere, nenaklonjenost do Prve svetovne vojne, vse do osamosvojitve Slovenije tudi vplivali na to, ne vem, lahko. Ampak nažalost je še vedno dosti netočnih tolmačenj o prisotnosti Lovra Kuharja na soški fronti, o enotah, v katerih je služil. Še posebej pa sta netočno opredeljena čas in pa prostor, v katerih je pisatelj doživljal vse strahote Prve svetovne vojne. Danes se prirejajo literarne ekskurzije na Doberdobu, berejo se citati iz Vorančevega romana
to, da udeleženci teh literarnih ekskurzij stopajo po napačnih stopinjah. Ne stopajo po stopinjah Prežihova Voranca, kajti Voranc nikoli ni bil na Doberdobu. In je tudi na Soški fronti prebil zelo malo časa. Torej, vsekakor dosti manj časa, kot se nasplošno misli in kakor naj bi izhajalo iz samega romana. To seveda v nekem smislu tudi spreminja pogled na njegovo avtobiografičnost. S tem jaz ne mislim omalaževati vrednost tega romana. Ravno nasprotno, boste videli zakaj. Torej, na Soški fronti je bil zelo malo časa, v boju samo en teden. Ampak po drugi strani je bil pa na južno-tirolski fronti več kot 6 mesecev in videl tam vse strahote Prve svetovne vojne, a tega ni omenil v nobenem svojem delu, niti kritika, niti literarni zgodovinarji tega niso nikoli omenili. Namreč v romanu Voranc dezertira k Italijanom na Soški fronti, v resnici se je to zgodilo čez 1 leto na južno-tirolski fronti. Tudi to je razlika. In pretekli raziskovalci nažalost niso segli po Prežihovih matičnih vojaških dokumentih, ki so pravzaprav čakali nanje v Dunajskem vojnem arhivu. To je ključno. Zaradi vseh teh spoznanj sem se zato skušal s spoštljivostjo in previdnostjo stopiti po stopinjah velikega pisatelja in se več mesecev družil z njim. Moramo reči, da me je prevzel, toliko bolj, ko sem ugotovil, da je bil rojen na isti dan kot jaz. Roman Doberdob je močno, mi je žal, ko moram to reči, ampak to ni v slabem smislu, močno zavajajoč in kot tak raziskovalca kar hitro zapelje na napačna pota. Pasti je vse posod veliko. Lahko celo rečem, da bolj ko je raziskovalec podkovan v vojaški zgodovini Prve svetovne vojne, hitreje zaide na napačno smer. Pisatelj seveda ni zavajal namerno, marveč je to počel zaradi svoje pisateljske, umetniške ustvarjalnosti. Največ pa zato, ker je bil v to prisiljen. Bomo kmalu videli, zakaj. Toda moram priznati, da sem tudi jaz dolgo časa taval v temi in hodil po krivih, napačnih stopinjah. Doberdob je tudi mene močno zavedel. Vse dokler nisem dobil v roke matičnih vojaških dokumentov z Dunaja in pa 2 debeli knjigi, zgodovina njegovega pravega polka. To so 2 debeli knjigi, išle so tam nekje v 30 letih prejšnjega stoletja seveda, in ena od teh izhaja iz Bolšjega trga. Že v prvem poglavju Črna vojska pisatelj zapiše, da so Amona Moharja, to je bilo namreč njegovo ime, on nastopa pod tem imenom v Doberdobu, so Amona Moharja premestili iz Celovškega 7. pehotnega polka v kazenski bataljon številka 100. Ta bataljon sploh ni obstajal. Tudi omemba 7. pehotnega polka je prvi zavajajoči podatek. Že v prvem poglavju nastopita vojaka Belokranjec Štefanič in Bosanec Joco Davtovič, najtesnejša soborca Prežihovega Voranca v romanu Doberdob, ampak oba dva sta bila ena od glavnih vodij upora slovenskih vojakov, krajinskih janezov iz ljubljanskega 17. pehotnega polka v Judenburgu. Kasneje se ima v 3. poglavju Lebrink pridruži še vodja upora Anton Hafner, ki je bil prvo obtoženi in tudi ustreljen, kot vsi.
in ker je pač ta upor izvedel 17. pehotni polk iz Ljubljane, Kranjski, ja, kaj bi človek drugega mislil, kot da je bil kuhar v tem polku. Ampak temu ni bilo tako. No, poleg tega še nekaj takih stvari, ki hočeš nočeš te zavedajo. Kuhar v romanu omenja grad nad mestom, od katerega so se potem poslavljali, ko so odhajali na fronto. In kaj bi to druga bilo kot Ljubljana? Pa ni tako. Lovro Kuhar je namreč ves svoj vojni čas prebil v polku, ki je bil izrazito nemški, kajti v njem je bilo 94% Nemcev, 6% so bili pa ostale od 12 narodnosti monarhije. Kako naj torej pisatelj piše epopejo slovenskega vojaka, če je bil med samimi Nemci? Lovro Kuhar je moral torej vse skupaj s pisateljsko žilico mojstrsko, umetniško prilagoditi in uspelo mu je. Ustvaril je mojstrovino, osrednji slovenski vojaški vojni roman. Jo, malo naprej slikami. No, nekaj moram povedati o njegovem življenju od rojstva naprej, ne bo dosti. Rodil se je kot najstarejši sin Ivana Kuharja in Marjete rojene Krautberger, in sicer 10. avgusta 1893 v Podgori pri Kotlah v Mežiški dolini. Oče je bil krepak, trdoživ tesar in kmet Mlinar, a je bil tudi dokaj razgledan in vedoželjen človek. Mati je veliko brala in je sinov tudi zelo veliko dala, kajti ob njenih raznovrstnih pripovedih se je oblikoval Vorančev pripovedniški dar. Družina je tolkla revščino, kar je mladega Voranca zaznamovalo in potem tudi tlakovalo njegovo kasnejšo revolucionarno pot. Oče se je vse skozi trudil osamosvojiti in delati na svoji zemlji. Naposled mu je na Preškem vrhu uspelo kupiti, to je rojstna hiša od Lovra Kuharja, Prežiškega Voranca, Kotnikova domačija. Tle so tudi nastale solzice, med drugim. No, to je pa Prežihova bajta, ki je danes muzej. To je kupil oče in so potem samostojno živeli. To je isto. To je parna, v kateri je Lovro Kuhar ustvarjal. Tle je napisal veliko del. No, njegov brat, mlajši brat, eno leto mlajši brat Alojz je šel v gimnazijo v Celovec, to si je želel tudi Lovro, ampak oče je rabil roke na kmetiji pri tesarstvu in oba dva nista mogla jeti. No, ampak zato pa je Kuhar veliko bral, se sam izobraževal, imel je prekleto srečo, da je v osnovni šoli naletel na dva učitelja, ki sta ga zelo spodbujala in sta opazila njegov talent. Bil je tudi odličen v slovenščini. Ampak Lovra je vlekla v svet. Ko je bil star 18 let, je pobegnil doma, hotel je v Ameriko, vkrcal se je v parnik na Trstu, seveda skrivaj, ampak so ga zalotili, pregnali in potem je delal priložnostna dela po Trstu, v Gorici, v Podgori je bil v papirnici, Podgora pri Gorici. Prišel v Celovec, kjer je popolnoma brez denarja najprej stopil do Mohorjeve družbe, ker se je nadejal, da mu bojo izplačali honorar za prvo povest, ki je napisal. Nažalost so ga odslovili, češ da ta povest ni za nobeno rabo. In potem se je nekaj časa družil z brezdomci. To je tudi opisal zelo lepo, slikovito v eni svojih črtic.
Živel je med ljudmi potisnjeni v rob in takrat je spoznal, da je ta svet krivičen in se v njemu začela rojevati želja, da ga je treba spremeniti. Takrat se je v njemu začela rojevati revolucija. No, sicer se njegov čut do sočloveka, do pravičnosti zelo, zelo dobro izraža tudi v Dobrodobu, na različne načine. Vrnil se je domov v rodne Kotle in se potem s pomočjo Janeza Evangelista Kreka vpisal na zadružno šolo v Ljubljani. To je slika. Kaj pa je tole? A ja, to pa ne moramo. Dobro. Imamo srečo, ker je on tlede. Evo, povečano. Napravil je z odličnim uspehom to šolo, zadnjo šolo v Ljubljani, neke vrste trgovska šola, 1913. leta. V Ljubljani je tudi navezal prve stike z raznimi uredniki časopisov, za katere je potem kasneje tudi pisal. No in potem je obiskoval še tečaje za kmetijsko zadružništvo na Dunaju. No, zdaj pa je ta že bolj resna tema. Kot je razvidno iz vojaških dokumentov, je bil Lovro Kuhar na naboru dne 7. maja 1914 potrjen za 2-letno vojaško in 10-letno rezervno službo. In to v Celovskem 4. domobranskem pehotnem polku. Se pravi, ni bil 7. pehotni polk, kot piše v Dobrodobu. V vojaški rok je bil upoklican točno na dan avstro-ogrske napovedi Srbiji, 28. julija 1914. Aktivno vojaško službo je v drugi stotniji omenjenega polka nastopil 2. avgusta 1914 in začeli so z ureni, ampak on je zbolel, nažalost ne vemo zakaj, verjetno ne vemo, v glavnem zbolel je. In 7. oktobra 1914 ga je zdravniška komisija spoznala kot nesposobnega za vojaško službo in ga do nadaljnjega razrešila domobranske službe in ga dala v črnovojniško. Potem so ga premestili v vojaško preskrbovalno skladišče v Gracu. Aha, nekaj sem pozabil, ja. Torej, prešel je v 27. pehotni polk iz Graca. To je tak, ki sem prej omenil, da je bil čisto nemški. In služil je v tem skladišču do 18. julija 1915, ko so ga dodelili k 9. nadomestni stotniji tega polka. In sedaj se pa postavlja temeljno vprašanje. Kdaj je Kuhar s pohodnim bataljonom prišel na fronto? Se pravi, 23.8.1915 je iz Gleisdorfa, no to je nekaj teh dokumentov, nekaj teh datumov. Te dokumenti so bolj fragmentarni, nič ni povezanega. Tle je tudi zaznamek dezertacije, dezertiranja, dezerterstva. No in tle piše, da je 19. oktobra 1916 dezertiral k Italijanom na gori Corno di Campo Bianco. No, to je iz Gleisdorfa pri Gracu slika, ki je dolgo časa veljala za edino vojaško sliko Prežihova Voranca. No, upam, da ne bo zvenelo neskromno. Jaz sem odkril še drugo. Namreč, to je povečana ta Vorant. Namreč v Gracu je pomagal Lovro Kuhar Milošu Vauhniku, to je bil brat znanega obveščevalca kraljeve vojske Jugoslavije, tudi je služboval v Berlinu kot vojni ataše. In Lovro Kuhar je kot sokolovc, Sokol je bil
je imel neke veščine in je pomagal temu Milošu Vavhniku, ki ga vidite tle na sredini. Mu je pomagal vaditi, vežbati Čehe. To je bilo v Marija Trošt, o tem je Vavhnik tudi nekaj napisal, tako hvala Bogu, da nekaj imamo. Kuhar je sicer oklical za gefrajtarja, poddesetnika, kar ne drži, ker je bil Lovro Kuhar ves čas navaden vojak. No in zanimiva sta pa tudi njuna kasnejša srečanja, ko sta se znašla po političnih nazorih na dveh nasprotnih bregovih. Zakaj? To je ta druga slika, na kateri je Lovro Kuhar. Jaz sem sicer, tole zasledil, da naj bi bil to Lovro Kuhar. Nisem izdel niti slučajno podoben, sem pisal gor v Ravensko knjižnico, zelo lepa knjižnica, in so mi tudi veliko šli na roko za slikovnim gradivom. Tudi oni so rekli, da se jim ne zdi, da je to Lovro Kuhar. Potem sem prosil, da mi pošljajo celo sliko, da jim poslali celo sliko, od zadaj na hrbtni strani je pa pisalo Vavhnik in Prežihov Voranc. Potem sem se povezal z Vavhnikovo hčerjo, ki živi v Berlinu, tam je Vavhnik tudi umrl, in je zatrdila, da je to res Vavhnik. Za kdo je Voranc, ni vedela, ampak jaz sem potem to povečal in ga je prepoznala prav vnukinja, po ušesih in po bradi. To je nedvomno. No, malo bo treba skrajšati, že vidim. Torej, v Gradcu je bil on na pripravah za odhod na fronto in zdaj je seveda najpomembnejše vprašanje, pravzaprav od vseh, bilo jih je pa kar nekaj, s katerim pohodnim bataljonom je on odšel na fronto. Ker če to vemo, potem vemo tudi, kam je prišel, kdaj je prišel, koliko časa je to trajalo, in to je bilo zame zelo pomembno. Upoštev so prišli 13., 14. ali 15., mogoče tudi 16. pohodni bataljon. Številka pohodnega bataljona pa pomeni mesec štet od začetka vojne, ko se je vojna začela. No, ne bom vas zdaj s tem moril, kako sem jaz do tega prišel, ampak tudi potem v dokumentih piše, da so ga premestili z ene stotnije v drugo stotnijo 10. oktobra 1915, kar je zelo pomemben datum, in potem takem lahko upravičeno sklepamo, da je šel oktobra na fronto, se pravi, da je bil v 15. pohodnem bataljonu. Sam polk je sicer šel nekaj bataljonov na Kraški rob, to je od morja gor proti Doberdobu, ampak so jih potem kmalu vrnili v zahodne Julice, se pravi v dolino Rajbla, Kanalske doline. No, takrat njega še ni bilo v teh vrstah. Prišel pa je 10. pohodni bataljon. Čakajte, gremo malo naprej. Ne, kasneje se upravičujem. Torej, njegov bataljon je oktobra 1915 šel proti 27. pehotnemu polku v zahodne Julijske Alpe, bil nekaj časa v zaledju iza Trbiža, potem pa so jih premestili v dolino Rajbla, to je tega znanega rudnika svinca, ker je tudi čudovito jezero, tik za slovensko mejo, in tam so iz tega pohodnega bataljona naredili nov, povsem nov 5. bataljon 27. pehotnega polka, in jaz sem nekako domneval, da je on obtičal v 19. stotniji, kar pa se je kasneje tudi pokazalo in potrdilo. V
V Rajblu jih je 31. oktobra pozdravil vrhovni poveljnik avstro-ogrske vojske maršal nadvojvoda Friedrich. Da vidimo malo Rajbl. Aha, pardon. To je kartica, ki jo je pisal staršem domov iz Gleisdorfa. Čakajte malo. No. Ja, dragi starši, to karto sem dobil trenutek pred odhodom. Zdaj gremo ali kam, to vam še ne morem povedati. Zvedeli boste hitro. Pisal vam bom takoj. Vas prisrčno pozdravljam, vaš Lovro. Kam so šli? Seveda takrat se ni vedelo, ampak kasneje pač. No, in da malo skrajšam. Ta 5. bataljon je vključno z njegovo stotnijo in seveda z Lovro Kuharjem prišel 13. novembra 1915 v Volčjo Drago z vlakom. Takrat je tam že divjala četrta soška bitka, četrta ofenziva. In 21. novembra je njegova stotnija zasedla tako imenovani sektor številka 5, kar je pa on tudi sicer napisal novelo o tem sektorju številka 5. To so bili položaji, gremo malo naprej, no to so še Julici, to je v Rajblu, jezero Rajbelsko, pa Predeljski prelaz, Mangart Jalot. No, to je pa ta del, kjer je on imel frontni odsek. Od Sotočja, Vipave in Soče navkreber gor proti severnemu pobočju Svetega Mihaela, danes je to Debela Griža. Evo, to je skica z tistih časov. Poveljnik je bil Leopold Steinmetz, pardon. No in v sredini vidite zelo glasno koto 124, vis-a-vis Petovelj, Peteano po italijansko. In tle je on doživel svoj ognjeni krst, ki pa je bil izredno hud. Je pa trajalo samo en teden. Vidite tle tudi 19. stotnija, 14. 19. Ostali čas je pa preživel v zaledju in to v najrazličnejših krajih. Cotiči, Gaberje, Dol, Goriški Dol, Brje, Bukovica, Gradišče v Vipavi, v več krajih so bili. No, to je ta številka 5, sektor 5. Še nekaj slik iz pogledov proti Gorici, proti Podgori, tam, kjer je pač on bil, to je Gorica v zadnji. To je vse od njegovega polka. No, bil je pa tudi, on tudi osebno, v zaledju v gradu Rubije, ki je prav ob Vipavi, tik ob Vipavi, močno porušen. Evo, močno porušen. Zakaj sem dal pa Primoža Trubarja? Ker ima tam spomenik. Primož Trubar je namreč se pred protireformatorji skrival v tem gradu, se je zatekal na varno. In ima tam tudi spomenik. Porušene Rubije. No, to je Dol, Goriški Dol. Tle je bil tudi večkrat v zaledju, pa pokopališče, vidite tle trupla, pripravljena na pokop.
je tam martinščina, Svet Martin. Sveti Mihael. Včasih so se imeli tudi fajn. Evo, italijanski ujetniki. Pa še enkrat. No, on je potem zbolel. Nažalost ne vemo, kaj se je zgodilo. Šel je v bolnišnico, so ga odpeljali na Dunaj. Ampak zanimivo je to, da iz tega pisma, ki ga je poslal svojemu prijatelju Krautu, zvemo približno, kdaj je tam bil, pa tudi v drugi kartici, ki jo nimam, kdaj odhaja nazaj na fronto. To je bilo potem konec februarja 1916, ko je njegov polk odšel v spomladansko ofenzivo na Južno Tirolsko, tako imenovano Strafen ekspedicion. Takrat je bil on še v bolnišnici, no in se je potem svojemu polku pridružil na Južnem Tirolskem, ampak ne v 5. bataljonu, ker so tega ukinili. Očitno v drugem. Zakaj? Sem skoraj prepričan. Zato, ker vemo, da je on dezertiral na gori Corno di Campo Bianco 10. oktobra 1916 in na tej gori je bil samo 2. bataljon. Tako da smatram, da je to dovolj. No, na tej zelo glasni koti 124, v kateri je on bil v boju en teden, bi še to omenil, je sicer trajalo en teden, ampak so imeli takrat ta njegova stotnija največ žrtev. 36 mrtvih, 75 ranjenih in 22 pogrešanih v enem tednu. No, zdaj pa nekaj zanimivega. Moram priznati, da sem pri teh raziskavah velikokrat zašel v slepo ulico. Nisem najdel poti naprej, pa sem včasih celo obžaloval, da sem se tega sploh lotil, ampak vedno se je potem prižgala luč na koncu tunela, se mi je prikazala Marija, kot pravimo, in je potem šlo spet naprej. No, in bom omenil samo eno tako srečno naključje. V debelih 2 knjigah o tem 27. pehotnem polku Štajerskem, ki je bil z Gradca, so po vsaki najmanjši praski strani za podelitve odlikovanj. Ampak tega jaz nisem gledal, nisem imel časa in sem to naprej listal. Enkrat mi pa oko pade, ob 1:03 zjutraj, oko pade na Janodo, ki pa je bil eden od osrednjih tovarišev Lovra Kuharja in opisan tudi v romanu, ga spremlja skozi. No, in ta Janoda je dobil srebrno medaljo za hrabrost, zato ker je najdel skrivni prihod, potem po tem skrivnem prehodu prepeljal svojo četo do italijanskih jarkov, jih zasul z granatami in zajel nekaj ujetnikov. Kuhar piše skoraj enako. Isti ta dogodek. To je bilo za mene strašno zanimivo odkritje. Zakaj? Prvič se je potrdilo, da je bil Lovro Kuhar v 19. stotniji, kar je bilo zelo važno za naslednje stopinje. Še bolj važno je bilo pa to, da
po zaslugi te notice vemo, da je bil kuhar še 19. januarja 1916 na Soški fronti, ker smo prej mislili, da je šel dosti prej na Dunaj. Se pravi, je Božič preživel na Soškem bojišču. To verjetno znate brati, ja. No, in potem, kot sem rekel, je temu prijatelju Kravtov tudi sporočil, da bo konec februarja odšel z bolnišnice, potem je odšel seveda polko na Asijaško planoto, na Južno-Tirolsko fronto, in tam je pa on dejansko doživel to, kar je opisoval v Doberdobu. Strahote, strašne boje, ki so trajali 6 mesecev, ne? In kot sem rekel, tega ni nobenih sledov v njegovem opusu, ampak lahko rečemo, da to je avtobiografsko za Doberdob. To je on doživel. Ne bom vam zdaj našteval, v katerih bitkah vse je bil. Šlo je seveda za spomladansko ofenzivo, s katero je avstro-ogrsko poveljstvo želelo iz hribov, tirolskih hribov prodreti navzdol proti Jadranskemu morju, odrezati proti Benetkam, odrezati italijanske sile na Soči in s tem bi absolutno italijanska vojska padla zavedno, ne bi se več pobrala. To jim je skoraj uspelo, kajti prodrli so že iza Asijaga, približno 10 km, ampak takrat se je zgodilo, da je znameniti ruski general Aleksej Brusilov začel z svojo zelo znano ofenzivo. Avstro-ogrska vojska je morala na hitro odposlati 3 divizije v Galicijo, s tem je seveda oslabila svoje sile na Južnem Tirolskem. To so Italijani izkoristili, pritisnili in prišli v protiofenzivo. Lovro Kuhar je s svojim polkom predtem osvajal goro za goro, jih je kar veliko. Hudi boji so bili, vse gore so nad 2000 metrov, ampak omenil bom pa najhujši boj, ki je bil tudi nasplošno najhujša bitka na italijanski fronti, boj za Monte Mileto. Tam je ta polk nastopal skupaj z drugim bosanskim hercegovskim polkom iz Banja Luke in drugi Vorančev bataljon je bil vedno nekako odzadi, ampak na dan, ko so prišli, ko so bili zaključni boji, je prav on stopil na vrh Monte Mileto in osvojil skupaj z Bosanci. Tako da si lahko zamislite, kako mu je takrat bilo. To se je zgodilo 7. junija 1916 ob večernih urah. Gremo malo naprej. No, to je, se ne vidite verjetno dost. To je ta ofenziva avstro-ogrska. Tam vidite Arciero pa Asijago. In potem so prišli iz Asijaga okoli 10 km. Potem je prišlo pa do tistih dogodkov v Rusiji, ne? Ko so Italijani šli v protiofenzivo. No, to je Monte Mileta, masiv Monte Mileta. Bilo tudi. Tam je Monte Mileta. Se gre tudi tako naprej. No, potem pa, bom malo spet skrajšal, potem je pa bil polk prisiljen se ubikati pred italijansko vojsko in je ta 27. pehotni polk zasedel položaje na severnem robu Asijaške planote. To so tam, kjer je Monte Chiesa, kjer so bili tudi krajinski janezi. Zavzeli so črto Poce, Monte Forno, Corno di Campo Bianco, Rokolo
In na tem Corno di Campo Bianco je bil tudi njegov drugi bataljon. Priključek so otvorili z 17. pehotnim polkom iz Ljubljane na Monte Cuco, tam so se dotikali s kranjskimi janezi. In Lovro Kuhar, to moramo omeniti, on je od vsega začetka hotel dezertirati. Dezerterstvo je huda stvar, izdajstvo, ampak treba je razumeti, to ni vedno tako. Spomnite se naših vojakov v jugoslovanski vojski, ki so prišli v Slovenijo takrat, ko smo začeli z osamosvojitveno vojno. Nekaj takega je bilo tudi, ali pa še bolj globljega je bilo z Lovrom Kuharjem, kajti on je od nekdaj, že kot mlad, krivil Avstrijo za vso bedo slovenskega naroda in zato se tudi ni hotel boriti. Hotel je prebegniti k Italijanom in potem, pač tako naiven, kot je bil, jih je bilo na tisoče, je mislil, da jih bojo Italijani kot zaveznike poslali na Solunsko fronto in se bojo tam z brati Srbi borili proti Avstriji. No, kot sem že rekel, 19. oktobra 1916 je iz te gore, ki jo vidite, se spustil v dolino Galmarara, kjer so bili italijanski položaji, se predal Italijanom. Imel je pa veliko srečo, kajti 2 dni zatem je tisto področje zasedla večmetrska snežna odeja. Tako da ne bi mogel tega narediti. Zanimivo je to, da je Miha Mulec, njegov sotrpin v italijanskem ujetništvu, je pripovedoval, da je na poti proti italijanskim položajem gazil po globokem snegu in ko je opazil, da ga zasledujeta 2 Švaba, je 2-krat ustrelil proti njima, na kar sta ta izginila v snegu. Začela se je trnova pot ujetništva, lakota, vse sorte poniževanj. Kuhar je imel še to, bi rekel, plemenito naravo, da se je zavzemal za soujetnike, nenehno zahteval pravice in je bil za tega tudi večkrat obravnavan in zaprt. Delil je hrano, to so pričali drugi, ne on sam. Delil hrano z drugimi, se pravi, bil je tovariški. Selili so ga pa iz taborišča v taborišču, po celem polotoku Apeninskem, ne bom zdaj to o tem govoril, v taborišču v Servigliano, to je tam pri Ascoli Piceno v provinciji Marke, pokrajini Marke. V Servigliano se je prvič srečal z socialističnimi idejami na znanstveni osnovi. Seznanil se je namreč s socialistom, zdravnikom Lazarinjem, ki je prihajal v taborišče na obiske in mu prinašal tudi spise, knjige Trockega in Lenina. No, tam se je nekako, bi rekel, človek zastrupil s tem, z revolucionarnimi idejami, ampak ostal pa je do konca pravi komunist, za razliko od mnogih drugih. No, to je ena kartica, ki je pisal iz ujetništva domov. Sprašuje tudi, kako so fantje v vasi, ki so šli tudi v vojno, če je kdo premenil in tako naprej. Vrnil se je v domače kotle. Aha, še to. Ko je, torej, stalno je pisal oblastem, da ga naj za Božjo voljo dajo v legijo, s katera bi potem nastopal proti Avstriji, ne. Dali so ga sicer v taborišče teh legionarjev prostovoljcev, ampak Italijani seveda so mečkali z tem in je bilo prej konca vojne.
v februarju 1919 je pobegnil iz ujetništva, se ilegalno prepeljal z ladjo v Dubrovnik, ampak ker je bil preoblečen v italijanskega vojaka, so ga seveda zaprli, prepeljali v Ljubljano in v Ljubljani na zaslišanju mu je sodil zaradi dezerterstva, so ga oprostili, pač to je bila nova oblast, kraljevina SHS, dezerterstvo so ga pomilostili smrtne kazni in ga obravnavali zaradi tega, ker je prišel v italijanski uniformi v Jugoslavijo. Ampak kuhar je zapisal nekje, da je bil nemalo presenečen, ko je videl, da je sodnik, ki je obravnaval, njegov bivši poveljnik stotnije, a ves čas ni vedel, da je Slovenec. Je mislil, da je Nemec. To ga je zelo močno prizadelo. Bil je ogorčen. No, in ko se je vrnil potem domov, so tam že divjali boji za severno mejo. Z očetom sta pobegnila pred avstrijsko ofenzivo v gozdove. Ko pa so 28. maja združene slovenske in srpske čete prešle v protiofenzivo in v dobrem tednu zasedle Čelovci in Gosposvetsko polje, sta se vrnila in potem naprej tesarila, kmetovala in tako naprej. In začela se je njegova politična pot. Zaposlil se je prvo kot navadni delavec v železarni v Ravnah, potem je prišel v pisarno, počasi rastel, ustanovil je komunistično stranko v Guštajnu še takrat, Ravne so to, takrat je bil še Guštajn. No, in 1. avgusta 1921 je šel zakon o zaščiti države in je morala stranka preiti v ilegalo. 24. leta se je poročil z Marijo Šisernik, v zakonu sta se rodile dve deklice, Vida in Mojca. Takrat je tudi začel potem svojo pisateljsko potjo, najprej s povestmi in tako naprej. Ampak, ker je prišla policija na sled njegovim političnemu delovanju, je bil leta 1930 prisiljen pobegniti v Avstrijo in kot visok funkcionar Jugoslovanske komunistične partije in agent Kominterne je potlej vse do leta 1939 deloval v tujini, spet med Dunajem, Prago, Berlinom, Parizom, Moskvo, a potoval je tudi po Norveškem, Grčiji, Romuniji, Bolgariji. Bil je tudi večkrat zaprt. Leta 1923 je postal urednik časopisa Delo na Dunaju, potem pa je moral junija 1934 uredništvo preseliti v Pariz. No in to se začne njegovo pariško obdobje, v katerem je prišel kasneje Tito z relativno nizkim činom, kuhar je bil močno nad njim. Imel je zelo močne veze z Moskvo, ostali slovenski komunisti mu niso v tem pogledu segali do kolen in jim tudi niso bile dostopne vse te zveze. No, po sporu s Titom leta 1939 pa se je umaknil v Ljubljano, kjer je potem seveda se skrival, vsak mesec je stanoval na drugem mestu in se posvetil pisateljevanju. V tem obdobju so nastala njegova največja dela, Požganica, Samorastniki, Jamnica in Dober dob. Da vidimo, kam imamo tle. To so kotle bile, Aha, tukaj ga vidite, tle gor močno popešanega, kjer je bilo kmalu po vojni. Na neki poroki je bilo in zraven je že njegova kasnejša žena Marija. To sliko je imela njegova mama najrajše. No, tle je pa že vodstvo železarne, kuharja vidimo tle. Domača slika, to je njegova žena, pa njegov brat Ivan, Anza,
pa njegove dve hčeri, mama in oče. No, to je pa že policijska kartoteka iz druge svetovne vojne. Namreč ob izbruhu druge svetovne vojne je takoj spostavil vezo z OF-om. 8. januarja 1943 so ga čisto po naključju ulovili belogradisti, ga predali Italijanom. In zanimivo, iz Berlina je prišla posebna gestapovska ekipa na zaslišanje, da so ga zasliševali in ga hoteli, potem ga po kapitulaciji Italije je šel v Begunje, zapor, potem so ga pripeljali v Berlin, kjer so mu Nemci ponudili vodstvo marionetne države Slovenije, po vzgledu Slovaške pa tudi NDH. Seveda je to on odklonil in si je s tem prislužil koncentracijsko taborišče v Sachsenhausenu, kjer je bil potem do aprila 1945, ko so ga premestili v Mauthausen. Po vojni je nadaljeval svojo pisateljsko in politično dejavnost, njegova velika zasluga je bila obnovitev med vojno popolnoma uničene Mohorjeve družbe. Julija 1948 ga je močno prizadela smrt matere, na katero je bil zelo navezan, ampak tudi sam je bil bolan. Dolga leta so ga tudi napačno zdravili na želodcu, on je bil pa bolan na srcu. In potem so se nekako v dogovoru z državo, država naj bi financirala zelo drago zdravljenje na Češkem kot srčnega bolnika, to da potem zaradi državnih nesoglasij s tem zdravljenjem ni bilo nič. In Lovro Kuhar, Prežihov Voranc, je umrl 18. februarja 1950 v Mariboru in počiva na pokopališči svojih rodnih Kotelj. Država mu je kasneje dala v doživljenjsko uporabo Prežihovina. To je tam, kjer je bil oče svojo družino, kjer je delal kot mlinar, to je bil bogat kmet. Ta bajta Prežihova je pa malo nižje. No in on je potem svojo družino prebival v tej Prežihovini. To je tam doma. Aha. No, zdaj pa malo še v Doberdobu, pa bomo pa končali. Zanimivo je, da je Prežihov Voranc Doberdob pisal kar 3-krat, pogojno celo 4-krat. 2-krat mu ga je zaplenila policija, enkrat so ga ukradli vlomilci, enkrat pa ga je sam zažgal, ampak pravim pogojno, ker ne vemo točno, v kateri fazi je bil takrat rokopis. A je bilo to na začetku, ali na sredi, ali na koncu, to se ne ve. No, dovolite, da čisto na kratko omenim še njegove 3 bratje, bili so 4 bratje, ne? Najbolj znan je bil Alojz, dvokratni doktor. On je samo moment, na Sorboni je diplomiral, doktoriral 1926 leta, v Cambridgeu pa 1949 leta. Bil je član jugoslovanske begunske vlade, kraljeve, ne, seveda. Tam je bil vladni uradnik, nato direktor njenega dopisnega urada in nazadnje ambasador jugoslovanske begunske vlade in je leta 1945 imel znameniti govor na londonskem radiju, s katerim v tem govoru je pozival domobrance, da naj se za Božjo voljo zmenijo z partizani, kajti v nasprotnem primeru se jim bo slaba pela. Vedel je, kaj jih čaka, ne? Seveda, bil je malo naiven, imel je pa plemenito željo, hotenje, da nekaj uredi, ker se je bal
da se bo to slabo končalo za slovenski narod. No in seveda on se je potem zameral obema stranema, padel v nemilost, dal odpoved in emigriral v ZDA. Tam je tudi umrl. Ivan Anza, Anza po domače, ne, to je še vedno Alojz, to je v Parizu, to je, ko je doktoriral v Cambridgeu. Anza, drugi brat, je bil pa sicer kmet, delal je na tej Prežihovi kmetiji, pa še na kmetiji svoje žene. Leta 1944 so ga v tej domačiji, Prežihovi bajti, aretirali Nemci, ga odpeljali samo nekaj korakov v gozd in ga ustrelili v Globači in njegov grob so odkrili šele nekaj let po vojni. Je pa bil sicer kmet, ampak zelo kulturen, inteligenten, negoval je koroško kulturno dediščino in celo napisal ljudsko igro o koroški ohceti, ki se je velikokrat uprizarjala. Evo, tu je ta grob, nedaleč od hiše, to je pa danes. To je pa najmlajši Avgust, elektrotehnik, služboval je na Ravnah in na Jesenicah, v železarnah, imel razne vodilne položaje, bil je pa tudi kulturnik, ki je veliko pisal, predvsem pa je znan po tem, da je bil začetnik varstva pri delu v Jugoslaviji, v celi državi. No, samo na kratko, tako kot je danes, to je tam na Prežihovem vrhu spomenik, Prežihova bajta, ki je muzej. Vsako leto na njegov rojstni dan prirejajo simpozij. Korošci zelo veliko dajo na njega. No in tej kašči je tudi veliko pisal na podstrešju. Dobro, to sem dal kar tako zraven, namreč tretje poglavje je Lebring, tudi piše o razburkanih dogodkih v tem Lebringu. To je bil Lebring nekoč, vidite tam v ozadju kasarne. Ogromni je bil to center, v glavnem je bil to center BH2, bosansko-hercegovskega polka, številka 2 z Banja Luke. Ampak so bili tudi drugi. Zraven je bilo veliko pokopališče, to je danes. Tle v Lebringu on opisuje razne take žalostne zgodbe. No, to je pa Judenburg, zadnje poglavje, kjer se je zgodil ta upor, ki ga tudi zelo natančno opiše. Anton Hafner, Škofje Loke, ki je bil glava tega upora. Zelo mlad je moral umreti. Tukaj jih peljejo na streljanje, 6 so jih ustrelili, enega zaradi ropa. No, to je pa slovenski častniki so se šli potem pokloniti na ta grob v Judenburg, kasneje so pa posmrtne ostanke prekopali na ljubljanske Žale in danes počivajo v Kosnici. S tem bi se vam jaz zahvalil za pozornost, bi vas lepo pozdravil. Hvala za pozornost.